Pozdravljeni. Tudi tokrat gostimo v MS Reporterju gospoda Aljošo Škaperja, kateri je izdelal svojo aplikacijo Ljubljana by Wheelchair. In sedaj bi navezala vprašanje, gospod Aljoša, kaj bi sporočili osebi, ki parkira avto, prikolico ali razne druga sredstva in človeka na invalidskem vozičku ovira v njegovi že tako omejeni mobilnosti? Kaj bi mu sporočili? Zdravo, zdaj mogoče na začetku samo eno tehnično, v bistvu razvili so aplikacijo programerji, sam sem pa pač vnašam vsebino, čisto tako samo informativno. Zdaj, kar se parkingov tiče, moram v bistvu priznati, da tudi sam pred nesrečo nisem točno vedel, ne poznal nobenega, ki je na vozičku, ki bi rabil takšne parkinge, nisem poznal njihov namen, recimo, zakaj so tako blizu, konec koncev pa tudi, zakaj so tako široki. In to v bistvu šele zdaj, 13 let je, odkar sem na vozičku, pač vidim, ker uporabljam, ko pač sam grem nekam z avtom, si rabim čisto na široko odpreti vrata, da lahko pač potem si sam zložim voziček, ga dvignem ven. In tako je problem, ko pač nekdo parkira zraven, vmes, ko so zasedeni, parkiram tudi na recimo navadnem parkingu in potem si skozi v strahu, ali bo nekdo čisto zraven tebe parkiral ali ne. Skratka, itak smo že omejeni časovno oziroma s takšnimi in drugačnimi zadevami. Svet pač zaenkrat žal še ni prilagojen povsem za nas na vozičkih in to je potem samo še en dodatni problem v bistvu. Zdaj, to se mi je zgodilo samo ene parkrat, ampak ja, pač si ujet konec koncev, ne moreš nikamor iti. Vmes pride nekdo mimo, pa ga potem prosiš, da ti pripelje tvoj avto ven ali se kako drugače znajdeš ali pač preprosto čakaš voznika tega avta, ki te je zaparkiral, da pride. Drugače pa ja, v bistvu glavni problem je po mojem mnenju osveščenost ljudi. Verjetno tudi kot sam nisem vedel, tudi ostali pač ne vejo, da je poanta, da mora biti širši in zakaj mora biti širši, tako da mogoče niti tako ne zamerim zdaj dotični osebi, ki je tam parkirala, ampak ja, če bi pač vedela, zakaj je tako, pač sigurno ne bi. Sem vsaj prepričan, da potem ne bi. In ja, potrebno je pač osveščati ljudi, zakaj to rabimo in zakaj jih je potrebno pustiti prazne. Pa ste imeli primer mogoče, ko je na vaše parkirno mesto nekdo parkiral, ki ni invalid, vi ste pa parkirali zraven. In je ta človek prišel po avto in vas zagledal. Kako je odreagiral? To smo se ravno tudi po tem dogodku menili. Več ali manj vsem, oziroma če je nekdo tam sparkiran, pa je v avtu, pa mu, ne vem, pomahaš ali pač pokažeš karto ali pokažeš voziček, je večini res takoj nerodno, pa se pač odpeljejo, se opravičijo. Tako da imam manj izkušenj, ko je recimo nekdo bil nesramen ali pa mogoče celo skoraj ne. Se pravi, imam več ali manj te izkušnje, ali pa tudi se ti zdi, da ne vem, dvigneš ti tole karto, pa ti potem še on svojo nazaj dvigne, ker pač nisi videl. Tako da ja, recimo, bom rekel, da več ali manj so, prijazni s tem, da, no pa to smo se tudi menili, zdaj nekomu je nerodno. Tudi meni je znalo biti nerodno iti v neke konfrontacije, nekaj poveda. Zadnje čase pa v bistvu kar rad povem in pač enega po enega jih nekako spreminjaš, podučuješ. Moram priznati, da sem večkrat tudi sam mogoče v tisti jezi malo preveč nesramen, sarkastičen, kar spet ni pravi pristop, način. Se pravi, se moramo tudi mi mogoče spreminjati, biti malo bolj blagi. Potem normalno, da tudi odziv na drugi strani ni ravno najbolj prijazen. Ali pa jim je vseeno žal, pa je potem tebi bedno, zakaj si se tako obnašal.
Skratka, ja, no, nekako mogoče lahko zaključim, pač komunikacija je nekako ključ, ja, oziroma zavedanje. Najlepša vam hvala. Hvala.